Naslednji bo Tomo Križnar, slovenski popotnik, aktivist za človekove pravice, avtor mnogih potopisov, spomnim se, rad sem jaz prebiral tvoje knjige, mislim, s temi inspiracije in so me tudi pognale parkrat na potovanje s kolesom naokrog, ampak zdaj avtor dokumentarnih filmov, borec za mir v Afriki in gotovo tudi po svetu. In takrat je bil tudi Trnovšek posebno postane za krizno žarišče sudanske pokrajine Darfur in še mnogo več. In vem, da se velikrat vračaš. Pred kratkim sem bil na enem izobraževanju mirovnih izobraževalcev v Innsbrucku in je bila mlada punca, zelo aktivna, ki živi v Keniji. Ono povrskati ime in ko sem vprašal tebe, rekel seveda, res pa, da ga vedno vidim golega v tisti divini. Neko zlic z okoljem se je smejala in je bila navdušena zelo. Tako, mislim, da se deluje s tistim filmom Beats of Anton. Ja. Tomo, hvala lepo, da se to gledali. Hvala. Jaz bi vas rad povabil v to, kar so stari Grki imenovali kozmično jajce. Inspiriran od vas, gospod Povoj, resnično sem se premislil in ne bi rad uporabil tega predavanja, ki ga imam za vas danes pripravljenega na tem programu, ki je Trevor, a lahko vključen svoj računalnik, prosim. A se to še da? Lažji bo. Pa vam bom pokazal kozmično jajce, kot so ga opisovali stari Grki. To je ob Nilu, največja močvirja, ob najdaljši reki na svetu, v Sudanu. Ko so prišle prve kohorte grških lovcev na sužnje, so se znašli v takem brezvladju, v taki zmešnjavi, da so potem pisali za sabo, da so doživeli jajce. Jajce, ki ga omenjajo mnoge kulture in zaradi tega tudi smatram vse, kar ste povedali. Gospod Kogoj je fantastično, mislim, resnično vleče nazaj v prav spomin, jaz mislim, skupnega porekla človeštva. No, pa vam bom pokazal, kako je danes zdaj tam. Tam projektorem povezati, ne? Prosim, ja. Tako, zdaj moramo pa to raziskati. Če ni težko, če ne grem pa lahko tudi na... Kolona mogoče tukaj, ni, bomo pa kar eksperimentirati, ker bomo naprej. Če ni pretežko... Moje ni. Ko so prispeli recimo Italijani, Rimljani, 1000 let kasneje, so pa to isto področje imenovali kaos. Kaos, iz katerega so se potem razvile civilizacije. Bali so se ga, vsi so se bali, še danes se teh področji bojijo, zaradi seveda spalne bolezni, ki jo prinašajo muhe CC, zaradi malarije, ki jo prinašajo komarji vrste Anopheles, pa tudi zaradi ljudstv, ki tam živijo, ki so bojevita. To niso olikana ljudstva v našem smislu, kako mi dojemamo recimo lepo vedenje, bonton. Dinke, Nueri, Širuki so tako kot kaktus. Kaktus se ščiti z bodicama, da preživi. Pa recimo nosorogi se tudi ščitijo s temi svojimi rogovi, ne zato, da bi jih kupovali kitajski trgovci z afrodizijaki, ampak zaradi tega, ker se ta način da strašiti. In ta ljudstva, ki zdaj tam živijo, že svojo podobo dejansko strašijo, podobno kot marjasci, ki imajo čekane ali pa tigri, ne vem, s temi krempli. Ni ravno prijetno za povprečnega Evropejca, kot sem jaz, tam potovati. Jaz obožujem Albo Karolin, bil sem zraven, ko so prve knjige začeli prevajati pri nas v Sloveniji in meni je bila dejansko velika inspiracija, ampak sem si pa tudi zmeri želel, da bi šla tja dol, na Nil, naprej od teh vrat, od Asuana, naprej od tam, ker so recimo stari Egipčani rekli, Nep je pomenilo zlato, pa sužnji. Egipčanska civilizacija je tle dol ljubila črne
opice in jih potem uporabljala za težka dela, pa tudi za vojake. Pa zlato so iskala, ne, za vse te piramide, potem, da so se lahko prvošali potovati v onostranstvo. Takole. Živera, še mi. Super. Mogoče lahko zadaj počnem, pride. V začetku novembra je najbolj znani aktivist, ki ga vse spoštujem, Noam Chomsky, izjavil v enem intervjuju, da nas človeštvo lahko rešijo samo še indigeni. Jaz sem takoj z največjim veseljem uporabil njegov citat za naš novi koledar za leto 2018. Vesel, zato ker je Noam Chomsky tudi gatekeeper, on je stražar globalne zavesti, kar on reče, preštudirajo, on zna vplivati in učinkovati. Za mene je bil prvi, ki je znal povedati, kaj se nam dogaja v bistvu v zunanji politiki, v teh naših vojaških pustolovščinah, ki jih kot Slovenci sledimo, z zahodno civilizacijo, ki se je razvila iz seveda mezopotamske, egipčanske, grške, rimske do te današnje. No. In kot mladega, kot fanta, ki ga je vse zanimalo, je mene zmeraj vlekel v Afriko, kot da tam nagonsko res čutil, ker so takrat že začenjali govoriti o 80-ih letih paleontologi, kasneje potem pa tudi darwinisti, recimo, pa zdaj v zadnjem času tisti, ki študirajo genom, DNK, recimo Spencer Wells, ki prav tako pravi, da po raziskavah, ki jih upravlja po celem planetu, dejansko lahko sledimo svoj izvor v Afriki. Meni je lahko to samo še ena od teorij, ki se potem lahko uporablja za različne politike, recimo za to globalno neoliberalno, da smo vsi iz istega vira in to, potem takem vsi rabimo iste izdelke in zato moramo vsi kupovati Coca-Colo, pa Mercedes, pa Nokio. Lahko je pa tudi kaj res na tem, mislim, sam nekaj podobnega čutim. Mene od nekdaj vleče tle dol, kot da je to res zibelka človeštva, kot da sem tam res, moji predniki nekoč prav tako svobodno živel, kot ste omenili prej, seveda, sem se rodil, sem oblečen, bile domorodni ljudje še zmeraj pravijo, če bi Bog hotel, da smo mi oblečeni, bi se rodili kosmat, pa rogat in sparkli na nogah, kot živali. Bolj naravno jim je biti kot pa oblečen. Oblečeni so tisti, ki nekaj skrivajo. Vam bom probal povedati, zakaj prvič sem šel tle dol na Nil, onkraj vrat v Asuvanu. Zato, ker sem v knjigi Leni Riefenstahl, ki je najbolj slavna filmska manipulatorka, mislim, da do danes, Hollywood sledi njene vzorce, kako vplivati na množice. Kasneje se je prodala Hitlerju, recimo, da mu je delala nacionalistične filme, ki so dejansko pridobili 3/4 sveta takrat na svojo stran v tem iskanju Übermensch. Leni Riefenstahl je tle v Nubskih gorah 2 knjige posnela, potem ko prišla zapora, leta 1956. Ena je Die Leute wie von die anderen Sternen, ljudje kot z drugih zvest, ta druga je pa The Last of Nuba, v angleščini.
No, in ona je zatrdila, da nikjer ni bila bolj srečna, kot pa tle med temi nagimi divjaki. Kako Marija, ženska, ki je imela večji moč, kot pa te egipčanske cesarice, no, faraonke, Kleopatra recimo, ki je dal njen ljubimc, če je to res, Adolf, vse na razpolago, da lahko manipulira, mislim, vse kamere kup, lahko si prvoš tehnike in vso tehnologijo tistega časa. Kako je ona rekla, da je tle bila bolj zadovoljna, kot pa tam center moči bil takrat v Evropi, no. Ker sem videl, no, je bilo, da je ona padla na te fizične podobe, na fizično pojavnost domačinov, na te estetske fore, ki na olimpijska telesa, dobesedno na zelo močne postave, ki torej so Lenini rokoborci, ki se morajo izkazati pred celo vasjo, kako so spreten, pogumen, žilav z rokoborbami, na katerih so uporabljali takele okrogle, brušene zapestnice, ki so delovali tako kot neke vrste okrogli noži. Z temi noži so se tolkli in pred celimi vaščani, pred vso vasjo predstavljali. In potem so po takem spopadu, recimo po teh spopadih deklice morale, same so hotele, si tu predstavljam, tako kot ptice delajo, nage plesale pred njimi namazane z sezamovim oljem in jih poskušale izzvati. In tam vpričal vseh drugih mam, očetov, otrok, recimo, so se ti fantje delali, kad jih to nič ne zadane. Mislim, to, kaj to nič ni to. Mi to se lahko obvladamo. Nihče ni, ko piše Leni, imel erekcije. Niti tisti moment, ko je ta deklica poplesavajoč pred fantom, ki ga je izbrala za svojega ljubimca, mogoče tudi moža, očeta svojih otrok, mu dala nogo za vrat. Cela vas je to lahko gledala in ta junak se je potem lahko dvignil in odšel z njo, ali pa ne, ni bilo potrebno. Mislim, jaz razumem, no, da je tukaj srečanje dveh principov vesolja, tako kot je tudi v jajcu, pač moški, ženski koncept se najdeta, če je fant najbolj pri močeh in če je ženska tudi najbolj privlačna, spretna, recimo. In iz tega so se rojevali otroci, ki jih je potem Leni Riefenstahl predstavljal v teh svojih knjigah kot Ibermensch. Meni je bilo presenetljivo, da je to naredila v Afriki, neki gor v Nemčiji, ki so se po drugi svetovni vojni v tem kompotu vse mogoče ljudje rojevali. Zakaj jih tle v zibelki človeštva, tle nedaleč od Nila? Ideja je čisto rasistična, v bistvu. To je hotel delati, to je nacizem hotel uspelati. Ampak, kar sem jaz kasneje ugotovil pri teh ljudcih, je, da niso samo tako zelo fizično za zgled vsem nam ta drugim, ker se stalno recimo pripravljajo na te rokoborbe. Če hoče prijeti do ljubezni, mora biti ta prav, ne sme ležati, se ne sme zanemarjati na pametnem telefonu, ne sme kar vse noči viseti na računalniku, ampak mora trenirati, da ima močno semlje, močne mišice, da bo lahko branil svojo družino. Vse je logično, tako bi mogli biti. No, jaz sem že takrat v 70-ih letih, ko sem ravno zaradi te knjige prvič šel to pogledati v prakso, ali to res, ali ni, začutil, da je pri nas v bistvu vse na glavo postavljeno, ne tam dol, in da to niso barbari, da to niso divjaki, da producirajo fantastično umetnost, ki jo je pa potem kasneje poslikal Antonio Corres. To je bil pa španski fotograf, zadnji, ki je zadnji fotograf Pabla Picassa,
in tudi kraljevske družine španske. Antonio Corres je v 60 letih prišel tja dol z fotoaparatom in celo družino, s sabo je pripeljal svojega sina, takrat je bil 6 let star, in svojo ženo, in potem so kot hipi voli živeli z njimi in takrat so nastale te njegove fotografije. No. Jaz sem postal prijatelj z ženo, sva obiskala njegovega sina, ki je še živ v Španiji, in takrat nam je odstopil te slike. To niso moje posnetki, to so od Ivana Corresa, njegovega sina, da je posnetki. No, jaz sem približal isti čas, malo kasneje, no, par let kasneje, prišel prvič sledal v to gorovje Kavnjaro v Nubskih gorah in sem še videl predvsej tega. Predvsej tega je še živelo. To se pravi, to je bilo še pred udorom islamistov, pa potem protestantov. Protestante ameriške sem jaz pripeljal, tako da se ne smem pritoževati na tem, kar so naredili islamisti, ali pa moram povedati. In to bom poskušal na konec. Zaenkrat poglejmo te telesa, poglejmo te oblike, recimo naravnega, popolnoma naravnega, brez vsake šminke, brez vsega pudra, pa umetnost njihovo, za katero je potem Pablo Picasso rekel, da je to kubizem. Andy Warhol pa tudi ni mogel spregledati in se je tudi navdušil, je tudi rekel, da je to visoka umetnost. Da to prihaja direktno iz naše skupne kolektivne pozavesti, da so ti ljudje ohranili nekaj, kar smo mi drugi pač se zaradi selitve iz tega kozmičnega jajca po vseh porah planeta potem zgubili, a pa ponekod še živi. No. Jaz čutim, da imam vse tagale divjaka, če to res divjak. No. Kar naprej. Zato se kar naprej vračam tudi, zdaj skupaj z ženo Bojano, in opazujem, kako ona reagira, recimo, a tudi vidi isto, kot jaz. Nekoč sem pripeljal, recimo, Staneta Kerina, ki je bil takrat direktor ljubljanskega nadškofijskega Karitasa, do pred kratkim pa potem tudi vodja vseh slovenskih misionarjev. Veste, ko je on skliknil neko noč. Je pa se so taki, kakršne smo prišli narediti. Malo po tistem je bil zamenjan. Več zdaj, te v pokoji že. To moram jaz govoriti, če nam njega, pa namesto vseh tistih, recimo, ki ne morajo več govoriti. To vse spominja na vzorce, ki jih mladina pri nas kopira, recimo. Nobenega sramu pred spolnostjo. To je mene presenetilo. Kako pred celo vasjo punce lahko usvajajo fante in fanti gredo potem z njim v savano in otroci tečejo za njim in gledajo, kako se to dela in se učijo. Nič idej izvirenega greha, da smo preklet, pa da smo jedli, da ste ženski jedli, tiste fucking jablk pa. Vse to, mislim, kako tlete divjake bolj ekološko gledajo na stvarnost, kot pa najbolj študiran pri nas v Evropi. Zakaj? To je mene od mladosti naprej, kar naprej tera, da sem šel potem gledati še druge ljudstva, v Amazonijo, ameriške indijance, v Karibih, v Severni Ameriki, v Avstraliji, med aboriđine, med te šamane v Sibiriji. Posod me je zanimalo, kako lahko nekaj, kar jaz doma vnakem ne smem, jaz grem v trgovino, jaz sem jo zaprle, veste, kva bo. Ja. Kuzla se v kakavsa pred cerkvijo, jaz se pa ne smem, zakva ne? Ja, in tukaj sem pa dobil nekaj delnih odgovorov. Zato, ker smo mi ljubosumen, ker če vidiš tam vzburjanje, dva se vzburjata, ti hočeš tudi. In ker se ne obvladaš, zamiraš in se už stepu, tako kot se psi včasih tudi zdravstvajo. Ampak kučka, ki se gonga z vsakmo, to je do meni zveri zanimivo. A ni to isto, kar mi delamo, zahoden svet. Z vsakmo gremo, z Bin Ladnom, če čte, pa zdaj s temi islamisti gremo, Džanžavidi, Saudsko Arabijo. Vse smo tudi nek kurbe vse skupaj, ali to res? Ampak hkrati pa to preganjamo pri drugih, pa upijemo, da to pa nasmeš, pa... Ja. Zdaj, jaz nimam kaj dosti izkušenj z rajem, z rajskim. Doživljam to z Bojano, recimo, zato smo danes prišla prepozen, no, se kar upravičujem. Sneh je bil in kadar je sneh, gledajte, to se nekaj dogaja, ker tale umazanija, ker tole umazanijo se pokrije. Jaz sem živel dosti zim,
v tropih, ker ni bilo snega in veste, ko sem jaz to pogrešal, to jutro, ko se zjutraj zbudiš, pa je vse čisto drugače. Ja. V Tibetu pravijo, kadar prvi sneg pade, je to dokaz, da je v nebesih še vse v redu. Ne? Človek še nima komande, da bi te spremenil tam, ne? Ker tudi bo, na vsak način, to bo gotovo Anton več povedal, kako človek ne spoštuje narave in zaradi tega ne more spoštovati sebe in ne more spoštovati nič, no? In kako propadamo. Jaz sem ta zadnji koledar napisal, da se mi zdi, da človeštvo še naprej pospešeno propadamo. Da ni videti znakov, ne vem, ni videti, vsaj pri tistih, ki pričakujemo, da bodo naredili spremembe, ne, to je glavna politika, nekega prebujenja, nekega preporoda. Ne, kljub vsem upozorilom aktivistov, recimo, vse te ministrstva še naprej se delajo, kada so podkupljena, da služijo interesom korporacije, ne pa nam, ljudstvom, ki jim dajemo davkoplačevalski denar. Jaz se res bojim, da nas samo še indigeni lahko še rešijo. To pa zaradi tega, ker tam, prvo, kar je, jaz se ne bojim, čeprav izgledajo grozljivi, ne, pa tudi, ja, res tistih lovcev na služne se branijo z drogovi, s krempli, kot kaktus, z budicami, na vse načine se upirajo še danes misionarjem in agentom tujih obveščevalnih služb in nacionalnih varnosti, ne marajo jih, no. Ampak jaz, no, prvič sem prišel med njih, sem prišel res tako kot osel nak, nič sem skrival, imel sem 4 kokoši, ki so bile oblečene, seveda, takole, so oblečene, pa 2 koze sta bile, sparkli pa skrimp kupiti. Zadarila, da smo pač imeli kaj za jesti. Tudi sol sem prinesel, v bistvu sem bolj modrosti, ampak sem videl, da tega ne rabijo ti ljudje, več vejo kot jaz, ki sem takrat 70 leta končal študij strojništva in diplomiral iz ekonomije. Takrat sem res mislil, da vse vem. Tisto leto 80, ker nisem hotel k vojakom, nisem hotel več v jugoslovansko vojsko, sem šel prvič med njih in tisto me je spremenilo, da potem niti v službo nisem hotel hoditi. Sem bil 5 let, kolikor je bilo treba, ker sem bil štipendist Iskre, sem bil menedžer za vse odnose vesoljne Iskre z vesoljno IBM, potem sem pa pobegnil. No? In sem šel iskati način, kako tem ljudem pomagati, da preživijo, ker se mi zdi, da imajo tisto prvinsko znanje še ohranjeno, ker jim ga noben izem, nobena religija še ni uspela pobrisati. Navadil sem se, no, da so nagi, jaz sem ta zadnji nagr zdaj, da niso več takle, ne, da boste razumeli, da boste, ko si dol leteli, sploh ženske. Zdaj so vsi oblečeni. Zaradi tega, ker ko so te slike, iz knjige Leni Riefenstahl, dosegle Kartum, je takratna islamska vojaška hunta takoj napovedala džihad. Ti naksi nas predstavljajo pred svetom. Mi, ki se borimo, da bi uzakonili šariatsko pravo in vodili arabski svet v Afriki, nam, ki koloniziramo Črno Afriko za interese onih preko morij, Rdečega morja, ki nas financirajo za to, mi bomo zdaj predstavljeni v Ameriki pa v Evropi od tehle divjakov. No. V eni roki so nosili Koran, v drugi roki so nosili meč in potem so dali ljudem na izbiro. No. In jaz sem prišel nekaj let kasneje z biciklom v to vas drugič, v te 3-4 vasi drugič, in tam dejansko so bili vsi že mudžahedini, so bili že pripadniki lokalnih islamskih fundamentalističnih sil, za katere takrat, tam 98. leta tle v Evropi še nič ni bilo slišati, danes pa tudi še nič ni slišati, ker je to en tak grozen kraj, vse tam ob Nilu, nad močvirji, med Saharo in največjimi močvirji na planetu, je neko prekletstvo, v katere se noben ne podaja, niti Noam Chomsky, ne vem točno zakaj, no, ampak jaz mislim res, da imamo percepcijo vodeno in ker poskušava z ženo Bojano pa s Klemnom iz agencije HOPE, v bistvu humanitarne organizacije, je ta področja
predstaviti zaradi tega, ker se nam zdi, da je, ja, zaradi vrednot, ki jih ti ljudje gojijo, zaradi tega, ker imajo drug odnos, ne samo do spolnosti, tudi do splošnega poštenja. Sami pravijo pač, da se krasno splača, ker se vse vrača dobro z dobrim, slabo s slabim. Popolnoma drug odnos imajo do narave, ki za njih ni nič ločenega od nas, ampak smo mi del narave, se pravi, smo živali, tako kot pa vse te druge oblike življenja in rastline, in da s tem treba živeti v sožitju. Sožiten odnos bo preprečil razpad naše družbe. Ne samo plodnost, tudi spolnost še naprej častijo, čeprav so zdaj že kristjani, da je že nova faza prišla, za katero jaz prevzemam odgovornost, ampak to zaradi tega, ker ni nihče drug hotel več z mano tja, ki bi plačal vse te stroške, kot pa ameriški protestanti. No. Ja, in seveda tudi oni so se takoj zgrozili, mislim, kvaj zdaj tole, to pa ne more biti, tale sploh ne ve, kvaj prav, in ne, so se zdaj spravili na njih. Drug tem greva z Bojano nazaj v ta isto področje in zdaj se najbolj bojiva, da naj ameriški protestanti ne bodo pustili tja, ker tam novačijo orožje, da bojo se ti ljudje uprli islamistom, in končali v neki proksi vojni, neki nadomestni vojni za naše zahodne interese. Vse poznate to, da so vse te vojne v Afriku v glavnem organizirane med vzhodom in zahodom globalnih sil na planetu, in da je domačini zato, ker so toliko sestradan, pristajajo na puško pa na papuče, no, in se grejo boriti, da sploh preživijo, ker drugače skoraj ne morajo več. Da je Afrika tako kot ena torta, da so vsi interesi celega planeta tam, ker je zemlja še v bistvu dokaj nezastrupljena, prst je dokaj nezastrupljena in vode je veliko, sploh tle, no, pod Darfurjem je največji pitno jezero, podtalno pitno jezero na planetu, in zaradi tega pač ta vojna v Darfurju, o tem smo takrat s Drnovškom poskušali povedati, da gre tudi za nas, ki imamo tudi vodo, tudi našo vodo bodo probali nekoč spleniti, sej jo, no, sej podobno kot v Boliviji, pa povsod, mislim, bije se res strašen boj, ki nekako spominja na neko selekcijo, kdo bo preživel, kdo ne bo preživel. Žal jaz čutim, da gre za negativno selekcijo. Se pravi, da bojo umrli najprej takle, pa šele mi drugi vsi pridemo na vrsto. Ampak to bo zelo hitro za njimi. No? To nama z Bojano dol kar naprej dopovedujejo domačini sami, ko se vračajo takole vsak let tam za Božič, pa nov let. Moramo nekako pojasniti, zakaj nama ni do Potice, pa do Pohanah Puranov, pa zakaj smo raj z njimi, pa prvi spraviva, ker naj sram doma, no? Ker nam moramo gledati teh smeti za novega leta in Božič, čaščenje hudiča čistega, mislim, da ti duhovno propadamo, kot ste videli, ko prej lepo, umetna inteligenca se razvija, roboti sedijo že na najbolj pomembnih inštitucijah, replikanti človeka so vse povsod in dejansko, ne vem, ali bomo še obvladali ali ne, se pravi, gre za to, ali bomo se razvili naprej v res ljudi, ali bomo propadali nazaj v zveri oziroma v še hujš, no? To je še hujš, v robote, mašine, neobčutljive mašine. In vsakič, ko pridemo nazaj, seveda, tam so odvadoša, ne, tega lepih fasad, pa pudrov, pa šmink, potem to bolj opaziš, ko gledaš predstavnike naše kulture, ki je pač po celem svetu razprostrta, urbane, mestne, mezopotamske, egipčanske, grške, rimske, bolj opaziš, koliko lažejo, koliko blefirajo, koliko se pretvarjajo nekaj, no? Zaradi tega, ker sprašujejo od teh, ki so še prvinsko človeški, taki, kot smo bili ustvarjeni, ne vem, 200 000 let, po moje pa tudi več, no? Jaz sem prebral Franca Vala in njegovo knjigo Bonobo in ateist, in ta antropolog po celoživljenjskem študiju teh šimpanzu podobnih opic razkriva, da imajo tudi živali sočutje, da so sposobne ljubiti, da ne samo čutijo strah, pa
paniko, ampak da tudi zmorejo najbolj fino sodelovati. No? Jaz sem prepričan, da smo zdaj dejansko na preizkušnji, ali bomo sprejeli te, ki jih imamo za divjake in se soočili z divjaki v sebi, na drug način gledali spolno silo, kot smo jo do zdaj. Mislim, da jo treba začeti častiti, ker med mladimi baje ni več toliko, da bi jih napenjali, kot je mene, no, pa mene še zdaj. V tem boš ti boje več povedal zdaj. Jaz bom tem besedo predal. Še 2 minute. Tega le bova šla intervjujati. Pred 2 leti sem ga že, ampak je bil zelo previden v izjavah. No. Zato je pa zdaj spet ta. Mene poznajo, da sem prišel pred 40 leti in krožijo legende, da en se kar naprej vrača, pa končno odnese, ne kupujem spominkov, ne. Nič ne, jaz hodim tja, ker me zanima, ker me jaz zanimam. No. In bomo naredili, upam, da nam bo uspel narediti nov dokumentarni film, v katerem bodo ti, ki so dajali izjave Lady Riefenstahl, pa Antoniju Korezu, pa enemu ameriškemu fotografu, ki se je tudi zelo proslavil v drugi svetovni, Georgeu Rogerju, med drugim je bil prvi, ki je uradno posnel Auschwitz, pa Dachau. Njegove fotografije so najboljše, sam dele že nimam več časa za to. Moj oče je bil tudi Dachau. No. Jaz imam odpor do komercialnega industrijskega iztrebljanja. Jaz ne prenesem, da se ljudi kar piše, da se kar otroke, ženske, ni važno, kakšne potencijale imajo za vse nas, enostavno ubija. Pričujem se, da nekoliko zmedeno zaključujem to izvajanje. Dejansko me čustva gonijo toliko zelo, da imam strašne vpoglede v prihodnost in ne vidim nič dobrega. In sem prišel sem z veseljem, zato da tukaj pozivam na to, dajmo si izbrati za največji izziv, kako ostati človek, kako se razvijati naprej kot človek. Mislim, da je samo to pogoj za to etično, moralno preživetje, ki smo ga danes v bistvu omenili. No. Samo tako bomo preživeli, da bomo odigrali svojo misijo v vesoljstvu in da ta misija za mene je ista, kot tile pravijo. Jaz sem jih sprašal, zakaj se ukrašujete, zakaj se brazgotinite, zakaj vse to barvanje pa to. Pa sem rekel, ja, zaradi tega, ker je vesolje popolno ustvarjeno, ampak mi smo na planetu zato, da ga še ulepšamo. Mi smo zato, da lepšamo zvezde. Oni so mi rekli, izvajamo rituale, ne samo zaradi zahvaljevanja, pa priprošen za še, ampak zaradi tega, ker na ta način upravljamo to misijo umetnikov vesolja. Mi smo rojeni za umetnike in mi moramo opevati in častiti in občudovati stvarstvo. Mi moramo artikulirati to, kar doživljamo. Vse vesolje, ne samo tisto močvirje, pa tisto kozmično jajce, ampak vse, kar je, celo stvarstvo je toliko čudovito, da moramo zato kar naprej se zahvaljevati. Mislim, da je to čist druga logika, kot pa ta, v katero nas silijo danes korporacije oziroma supermarket potrošniška družba, ki ne hoče imeti samo za sužna in za plačevalce tam tistih trapastih nepotrebnih stvari. To je pogoj za preživetje, poštenost in mislim, vse njihove vrednote v bistvu, karkoli sem jaz proučeval, se mi zdi vredno, da bi jih Združeni narodi, recimo UNESCO, razglasil. UNESCO, ki časti same materialne spomenike, pa tudi ščiti samo stare materialne spomenike, bi mogel častiti te duhovne vrednote, ki so tukaj še vedno žive, ampak so skrite v teh so ljudje. Hvala.